Torej, ne obljubim vam, da bom imel kratek govor, bom imel pa krajši uvod. Ta slika, ki je tukaj projicirana na zidu, je ena redkih slik, ki jih tudi jaz imam v svojem albumu iz otroštva. Tudi ta je črno-bela, takrat ni bilo barvnih fotografij in je danes težko dokazati, kdo je bil rdeček, kdo je bil črn vitez. Moraš imeti malo domišljije. Vendar pa, seveda, kljub temu, da je minilo že kar nekaj desetletij, 4 desetletja, od takrat spomin seže v tiste čase. Šola, ki je do nedavnega stala na tem mestu, je bila šola moje mladosti, je bila šola, za katero sem tudi jaz vsaj prvo leto razmišljal tako kot Tone Pavček, kako je pot do šole lepa, pa tudi pot iz šole domov. Sama šola pa ni bila ravno tisto, kar bi se mi zdelo najbolj zanimivo ali pa najbolj privlačno v dnevu. Še najbolj smo se veselili prašnega igrišča, tukaj ob šoli polomljenih golov, nekaj kvadratnih metrov prostora, kjer smo igrali med dvema ognjema in nogomet. In veseli smo bili nekaj šahovskih garnitur, ker smo igrali šah in večno tekmovali z našimi večnimi rivali z Višnjo Goro. Je bil velik praznik, kadar smo jih premagali. Vendar so imeli oni zelo dobrega trenerja Janeza Drebla, ki jih je vedno dobro pripravljal in torej dnevi veselja zaradi zmag niso bili ravno pogosti. In imeli smo knjižnico, ki je obsegala vsega skupaj 2 omari knjig in pravzaprav sta ti 2 omari knjig nekaj, kar je verjetno tudi mene popeljalo v svet radovednosti, v svet, kjer vedno nekaj iščeš, nekaj odkrivaš. Tiste prve knjige od Obutega mačka naprej so meni zbudile veliko zanimanje za neznanim in potem mi je ta strast do knjig, ki sem jo pridobil ravno v tej osnovni šoli v Žalni, ostala in pomagala pri iskanju marsikaterih rešitev iz zapletov življenja, v katere vsi prihajamo. Šola, kakšna je bila nekoč, je bila za tiste čase najbolj dobra, kljub temu, da je imela peči na drva, ker je bilo toplo samo v enem kotu. In po zimi smo vsi hoteli biti v prvih vrstah, poleti pa vsi v zadnjih. Ampak nekaj, kar je najpomembnejše, je tudi takrat obstajala, to je družba, to je neka povezanost, ki je nastala potem tudi z našimi učiteljicami in učitelji, z ravnateljem, predvsem pa sošolkami in sošolci, tisto povezavo, ki jo pač narediš v prvih letih šole, ohraniš marsikje skozi celo življenje. Danes so razmere drugačne, svet je bolj zahteven od teh mladih, ki imajo, vidim tukaj, veliko znanja in veliko veselja, navdušenja tudi za stvari, ki so širše od golih šolskih programov. Bodo prihodnja leta in desetletja terjala najbrž marsikaj več, kot pa so terjala pretekla desetletja od nas v smislu znanja, v smislu vedenja, kako to znanje čim bolje uporabiti. Bodo pa lahko živeli, bodo lahko te rezultate dosegali, bodo lahko to znanje uporabljali v, upajmo, bistveno bolj mirnih časih, v časih, ker jim ne bo treba skrbeti, ali pa ker njihovim staršem, ali pa vam ne bo treba skrbeti, kaj bo čez 1 leto, čez 2 leti, ali bo mir, ali se bo lahko normalno razvijali, kaj je Slovenija danes, kot je bilo prej rečeno, v nekem obdobju, ko lahko mirno in z samozavestjo pričakujemo, da bo življenje prihodnjih generacij bistveno boljše, kot pa je bilo življenje
preteklih ali generacij, ki so ustvarjali tudi to, kar je nastalo v Žalni v teh 40 letih, odkar je nastala ta slika, ali odkar so se začeli pogovori o tem, da bi Žalna potrebovala novo šolo. Spomnim se, da se je že zdavno govorilo, kako bi bila nova šola potrebna, predvsem kako je bilo potrebno športna dvorana, no potem je nastalo igrišče, ki je zelo razveselilo otroke in danes svečano otvarjamo ta objekt, ki dejansko zasluži svoje ime in za katerega upam, da bo, kot je dejal prej gospod župan, kmalu pretesen. Ne bom ponavljal teh njegovih nasvetov, ampak šola brez otrok nima smisla, ne bo prazna šola, tudi ne. Tisto, kar je ključno za prihodnost Slovenije, so ravno ljudje. In to, kar lahko ljudje ustvarimo, je odvisno od tega, koliko znamo in kako znamo to znanje uporabljati. Tisti, ki se trudite z otroci, se zavedajte, da opravljate najbrž daleč najbolj odgovoren poklic za našo prihodnost, kajti to, kar cepte ali pa naučite mlade generacije, je ključni kapital, ki ga nalagamo v slovensko prihodnost in prihodnost vsakega posameznika. Čestitke za to, kar ste doslej naredili v tej smeri. Čestitke tudi občini, občinskim svetnikom, gospodu županu, vodstvo osnovne šole Luis Adamič za ta podvig. Ni tako enostavno zgraditi šolo, vemo, kako je danes z javnimi razpisi, pa z vsem tem, kar te stvari spremlja. Tudi tukaj je bilo nekaj zapletov, najbolj bodo tudi razprave o tem, ali so barve na fasadi prave ali ne, trajale še nekaj časa. Ampak važno je, da so razmere za učenje, za življenje in za delo tukaj dobre in da bo to v korist te naše prihodnosti, ki danes nastopa tudi na tem odru. Tudi po tej plati, ko gledam ta program, vidim, da se je prišlo kar naprej za to predstavo, ki smo jo uprizorili v kulturnem domu, tukaj zraven v Žalni. Smo se učili praktično celo leto, kar trajalo je, da smo to spravili skupaj. Vidim, da gre to zdaj bistveno hitreje, da je volja večja in da se to jemlje kot nekaj, kar ni nek ekstra dodatek, ampak del pravzaprav normalnega šolskega programa. Torej, še iskrene čestitke ob tem podvigu. Želim vsem, ki boste... Prej sem rekel. In zdaj je to nekdo dokazal. Iskrene čestitke oziroma želim, da vsi, ki boste bodisi delali tukaj z otroci, bodisi staršem, ki boste spremljali njihovo učenje in razvoj, pa seveda otrokom samim, da bi se tukaj dobro počutili, da bi si zapomnili tudi šolo in ne samo pot do šole in da bi poleg tega, da bi se učili in od tega veliko odnesli, ohranili tudi otroško sproščenost, radovednost in vse tisto, kar otroke dela nekaj posebnega. Hvala lepa.